Danes je z mano Nataša Prebil, logopedinja, in z njo se bomo pogovarjali o tem, kaj pomeni zdrav glas, kakšne težave imamo lahko z glasom, kako se lotimo, če imamo težave z glasom, kakšno je zdravljenje težav z glasom in pa tudi, kaj vse vpliva na naš glas. Živijo, Nataša. Zdravo. Še preden vas z Natašo začnemo pogovor, bi pa jaz rada z vami delila mojo izkušnjo z Natašo. In sicer jaz petje učim že 17 let in do zdaj nisem imela nikoli težav z glasom, do letos januarja. Kako se je vse začelo? Novembra sem prebolela korono in sem ful kašljala takrat. In namesto, da bi si vzela en teden, dva, malo bolj na izi z glasom, potem, ko sem se že sestavila, sem začela na polno učiti. Vzela sem tudi en ogromen televizijski projekt, pa še ogromno enih Zoom delavnic, ker sem tudi ugotovila, da na Zoomu kar nisem znala učiti, ker sem se kar drla v tisti računalnik. No in glavno, moj glas je šel samo na slabš in sem si rekla, ok, samo še to, tako kot vedno v življenju, samo še to pa bom, pa s tem se ukvarjam, Sem rekla, ok, se bom januarja pol čisto sestavila, Ampak potem, ko sem malo manj začela učiti, moj glas ni šel nazaj in sem poklicala foniatrinjo. V bistvu sem imela utrujen glas, pa na visokih tonih nisem imela nič, tako, nič. In sem poklicala foniatrinjo in rekla, prid se pokazati, pridem tja in ona prav, Nataša, ustavcev treba. Veš, kako ona to reče, In jaz tako, to pomeni tako, da moram zdaj sam malo manj učiti in ona tako, ne, ustaviti. Ker sem imela eno glasilko zadebeljeno, pa na njej en majhen vozliček in to je bilo meni res grozen. In takrat sem se res ustavila, prvič po mojem svojem življenju v resnici začela počivati in glasovno in tako telesno in na poti mojega glasovnega okrevanja mi je zelo pomagala Nataša. Mi da so se sicer že odprej malo poznali, ampak potem sem res poznala, kako ona dela. In to njeno znanje in njene izkušnje, vse to, kar mi je dala in kar se mi je pomagala, da je moj glas nazaj se sestavil, se mi zdijo tako koristne čisto za vse, ki veliko govorimo. Učitelji, pevci, se mi zdi govor skoraj še bolj pomemben kot petje, včasih, da znamo pravilno govoriti. In zato sem se odločila, da narediva en intervju. Zdaj pa dosti o tej zgodbi, vam bom še kaj več povedala v kakšnem naslednjem videu. Nataša, greva, akcija? Ja. Si ready? Daj mi najprej povej, kaj sploh dela logoped? Zdaj načeloma logopeda ljudje poznajo bolj pod terapijo artikulacij pri otrocih. Moje delo je pa malo bolj specifično. Jaz se ukvarjam pretežno z glasovnimi motnjami, se pravi glasovne motnje pri odraslih, pri otrocih. Imamo pa tudi eno področje dela z rakavimi bolniki po odstranitvi grla in pa pri otrocih delamo sicer artikulacije, ampak malo bolj tiste zakomplicirane artikulacije pri razcepih neba. Tako da imam zelo, zelo specifično delo, ampak tam v 80% je pa delo z glasovnimi motnjami. Kaj to sploh je glasovna motnja? Oziroma, kako bi ti rekla, kaj je sploh zdrav glas? Kaj je glasovna motnja? Zdaj, v bistvu, glasovna motnja je opredeljena kot neka taka problematična, neugodna sprememba glasu, ki pa jo mi zaznamo s sluhom. No, velikokrat jo sami niti ne zaznamo, jo zaznajo lahko tudi druge osebe. Če bi pa šli z vidika pacientov pogledati, kaj oni subjektivno poročajo, pa ponavadi spremenjena kvaliteta glasu, se pravi, glas postane hripav, izgubijo višine, to poročajo predvsem pevci, kar imaš tudi sama izkušnjo, potem glas se utruja, ne zmorejo več takih glasovnih obremenitev, kar se mi zdi, da je bilo tudi pri tebi, Potem pojavijo se lahko kakšni neugodni občutki pri govoru, bolečine. S tem poudarim, da glasilke ne bolijo, bolečine se pojavijo v mišicah, v predelu tule tiroidnega hrustanca in pa tule navzgor, se pravi zelo, zelo, zelo boleče mišice. Lahko vsak pri sebi poskusi malček pritisniti in občuti, če začuti kako bolečino in potem ob hrustancu navzdol. To je boleča mišica. Tako da še enkrat poudarim, glasilke nikoli ne bolijo, ker niso vživčene in glasilk ne čutimo. Potem zelo pogosto ljudje poročajo o tem, da imajo suh občutek v grlu, da pogosto pokašljujejo. To je zelo pogosta stvar, ki se pojavlja. In pa mogoče tudi pri kakšnih pacientih oni poročajo o tem, da ne zmorejo več glasovnih obremenitev, predvsem v prostem času. Se pravi, da zmanjšajo svoje obremenitve, ker jih ne morejo glasu več uporabljati. Se spomnim, ko sva imela prvo vajo, si mi dala najprej en list in na tem listu je bilo, sva mogla izpolniti, kako jaz preživljam svoj dan in kako uporabljam svoj glas in meni je bilo takrat noro, ker sem ugotovila, da dejansko res tisti mesec, ko sem pretiravala s svojim glasom, da sem
govorila od 8 zjutraj do 10 zvečer skoraj brez pauze. Oziroma tako, no, daj malo povej o tem vprašalniku in teh dejavnikih. Ja, v bistvu dala sem ti list dejavnikov, ki vplivajo na kvaliteto našega glasu, ne, in si jih mogla oceniti na lestvici od 1 do 5. Je tako, ne? Se pravi, 1 pomeni, da ta dejavnik pri tebi ni prisoten, 5 pa pomeni, da ta dejavnik se res vedno pojavlja. Zdaj te dejavnike lahko razdelimo v par skupin. Ne? Eni so dejavniki, ki so vezani na naše delovne pogoje, se pravi predvsem tisto, kar so mikroklimatski pogoji na delovnem mestu, kar so akustični pogoji. Na te dejavnike imamo v določeni meri vpliv, ne pa popolnoma. Drugo pa so naši osebni dejavniki. Ne? To je pa tisto, na kar pa mi lahko največ vplivamo. To, kar si že sama poudarila, količina govora. Količina govora je dokazano najpogostejši dejavnik, ki slabša kvaliteto našega glasu. Se pravi, čisto preprosto prekomerna količina govora. Ne, mi v življenju povemo marsikaj. Zdaj, če bi šli na neko lestvico, so stvari, ki so nujno potrebne, da jih povemo. Če pogledam poklic učiteljice. Učiteljice morajo precej govoriti, vzgojiteljice tudi. Ampak dokazano je bilo tudi, da vzgojiteljice in učiteljice dejansko v prostem času uporabljajo svoj glas več kot pa v času službe. Delali so prav meritve, tako da pogosto v prostem času preveč govorimo in moramo včasih malo preceniti, kaj je tisto, kar je nujno potrebno, da tekom dneva povemo, kaj pa je lahko tisto, kar spustimo in takrat si privoščimo glasovni počitek. Potem je glasen govor. Glasen govor je tudi problematičen za naše glasilke. Zakaj? Glasilke ob glasnem govoru delujejo drugače. Ne približajo se nežno, ampak trknejo skupaj, kar pomeni, da lahko hitreje se poškodujejo. Več je trenja med glasilkami in to je skoraj en glavnih povzročiteljev vozličkov na glasilkah. Se pravi, da smo preglasni. Preglasni smo pa pogosto. Ne, preglasni smo, ko otroke kličemo po hiši. Preglasni smo, ko otroka pokličemo, ko je na igrišču in se zaderamo. Se pravi, teh situacij je v našem življenju veliko, ampak se jih ne zavedamo. Potem imamo preglasen govor, ko govorimo po telefonu, ko govorimo v avtu, ko vozimo, imamo otroke zadaj in se z njimi pogovarjamo. Zopet v bistvu preglasno govorimo. Vsakič, ko govorimo čez hrup, takrat govorimo preglasno. Se pravi, teh stvari je res ogromno. Zelo pomemben dejavnik je tudi hidracija. Se pravi, koliko tekočine popijemo čez dan. Ja, kar naredi en požir, ga bom tudi jaz kasneje. Se pravi, je zelo pomembno, da zadosti pijemo, ampak poznamo pa to direktno hidracijo, pa ne direktno. Zdaj v bistvu s tem, ko midve popijeva požirek vode, hidrirava telo. Glasilke pa se hidrirajo iz telesa, se pravi, črpajo tekočino iz telesa, zato ni zadosti zdaj samo narediti požirek, ampak piti skozi cel dan. Drugo pa je direktna hidracija, kar pa jaz priporočam kakšnim profesionalnim govornikom, pevcem, da naredijo kakšne inhalacije. Se pravi, da si na ta način direktno hidrirajo glasilke, ker takrat pa bo dejansko se navlažila glasilka direktno. Tu pa ne, ker voda ne gre čez naše glasilke. Morate pa piti čez cel dan. Tako da, Nataša, tudi ena od teh stvari. Potem telesna aktivnost. Zelo pogosto pozabimo, da moramo biti telesno aktivni. Kaj pa pomeni zadostna telesna aktivnost? To pomeni, da smo 3-4 na teden toliko telesno aktivni, da se malček zadihamo, da malček dvignemo naš utrip in s tem v bistvu se predihamo in skrbimo tudi za dobre pljučne kapacitete, ki pa so osnova za dober glas. Potem, ne vem, mogoče se spomniš, kateri dejavniki so bili tisti, ki si jih ti označila kot tisti najpogosteje, ki se pri tebi pojavljajo. Pri meni je bilo najbolj pogovor po telefonu, ker sem res veliko na telefonu in sem ugotovila, da jaz se v telefon prav deram. Nekako se mi zdi, recimo, ko sem imela in Zoom delavnice. Ko sem v živo predavala, se mi zdi, nikoli nisem imela problemov z glasom. Na Zoomu, ki je bil pa tisti računalnik, pa nekako, kada sem šla v nekako več sem hotela skozi tisti računalnik dati, ne vem. Tako da to je bilo recimo. Ja, ta delo preko Zooma je tudi meni bil precejšen izziv, tudi jaz sem imela veliko predavanj in sem mogla tudi sama pri sebi najti nek pravi recept, kako in kaj predavati, da moj glas ni bil utrujen. Par pravil obstaja pri delu preko Zooma, se pravi, kot prvo je treba poskrbeti za dovolj pavz. Pavza se dela po 45 minutah, se pravi 5 do 10 minut pavze, ali pa najkasneje po 1 uri in pol predavanja. To je res tisto skrajna mera. Vmes med pavzami morate paziti, da dovolj pijete, se pravi zadostna hidracija.
Pomembno je pa tudi to, kako na kakšen način govorimo. Zelo nam pomagajo slušalke, če jih uporabljamo. Nekako v vseh literaturah piše, da pomagajo slušalke, ki imajo vgrajen mikrofon. Da veliko boljše delujejo kot ostale, ampak poslušanje na slušalke se je pa treba naučiti. Včasih je težko, ampak vam garantiram, da veliko lažje boste kontrolirali svojo glasnost, če boste delali na slušalke. V glavnem in pa zelo pomembna je tudi sama pozicija računalnika. Računalnik se vedno postavimo pred steno, se pravi ne nekam v prosti prostor, zato da ni preveč odmeva iz okolice. Tako da to so taki čist osnovni nasveti, predvsem pa moramo paziti na koliko količinsko govorimo, kdaj pavzo naredimo in pa se zavedati, da ne rabimo biti preglasni. Če pa imate občutek vsi, zdaj v bistvu, ali pa ti, če imaš občutek, da si še vedno preglasna, nalepi si na ekran tiho, počasi, sproščeno, kakšne take nalepke in vsakič, ko švrknemo to s pogledom, nam zna to bistveno pomagati. Tako da to je zelo dobra taka strategija za pomoč. In to je tako bo zelo pomoč, mislim, da vsem, ker zdaj veliko delamo prek Zooma, ne? Ja, vsi, ja. Zdaj mi pa povej, če pride do tega, da ratamo hripavi, kdaj? Ali pa da nas nekaj boli, ali pa da opažamo, da je naš glas drugačen. Kdaj iti k zdravniku? Kakšen je potek zdravljenja? Ali lahko kaj sami naredimo? Ali kako je to? Zdaj, tako je, imamo hripavosti, ki so popolnoma normalne. Se pravi, vsi smo bili kdaj hripavi, ko smo bili prehlajeni. Tako da to je čisto normalno stanje. Vsi smo bili kdaj hripavi, ko smo bili malček prekrokani, po kakšni zelo pestri noči, ampak to je ponavadi hripavost, ki mine. Se pravi, ob prehladu mine, ko mine prehlad, ob prekrokani noči pa ponavadi naslednje jutro. Smo še malček taki z malček zaspanim hripavim glasom, potem pa po parih urah to izveni. To se pravi, to je normalno stanje. Če pa imamo mi nek prehlad ali pa smo glasovno obremenjeni, postanemo hripavi in ta hripavost ne izveni tam nekje 3 tedne, je pa potrebno poiskati zdravniško pomoč. Zdaj, zelo pogosto se zgodi, da bo že sam osebni zdravnik dal kakšno terapijo, kot je terapijo refluksa, bodo predvidevali, da je mogoče kislina problem, ali pa bojo predpisali kakšne inhalacije. In zdaj načeloma, če pa to v 2-3 tednih ni boljše, pa napotijo potem k ORL specialistu oziroma k foniatru, ki pa je zdravnik za naše glasilke. Tako da tisto res, ko je hripavost trajajoča, več kot 3 tedne, je pametno poiskati pomoč. In potem od foniatra pridejo do tebe? Ja, foniater bo pregledal pacienta, bo ocenil, za kako spremembo v grlu gre, zakaj v bistvu so nastale glasovne motnje in bo potem po potrebi pacienta napotil k logopedu. Ne grejo čisto vsi pacienti, če foniater oceni, da v bistvu ni nekaj, kar je povezano z napačno tehniko, prekomerno tehniko, se pravi prekomerno uporabo glasu, zlorabo glasu, potem ne bo napotil, če so kakšni drugi dejavniki. Tako. Koliko pa je pevcev med takimi, ki pridejo do tebe? Zdaj, prav profesionalnih pevcev je nekaj. Še več imamo pa v bistvu polprofesionalnih, amaterskih pevcev, ne vem, kako se naj pravilno izrazim, ampak zelo veliko je na primer učiteljic, vzgojiteljic, ki se ukvarjajo poleg svojega poklica še s petjem. Tako da teh je ogromno, samih profesionalnih pevcev je pa tudi kar nekaj, ki hodijo k nam. Tako da so tudi del naše populacije pri obravnavi, kar je čisto normalno, glede na to, da so toliko glasovno obremenjeni. Ste toliko glasovno obremenjeni. Tako da. Kako pa izgleda ta obravnava? Zdaj, ko pride pacient k nam, k logopedu, zdaj mogoče še toliko, da povem, koliko nas je sploh logopedov za glasovno motnjo, nas je zelo malo. V Sloveniji obstajamo samo 3 logopedi. Se pravi jaz, kolegica Rozalija in pa kolega Mladen v Mariboru. Pa še on ne dela čisto v celoti z glasovnimi motnjami, ampak mi 3 smo tisti, ki se ukvarjamo. Tako da, ko pride k meni ali pa k moji kolegici Rozaliji, pacient, najprej naredimo dobro anamnezo. Se pravi, spolnimo tisto lestvico dejavnikov, naredimo dobro oceno glasu, glas tudi posnamemo na določen računalniški program, ki ga imamo, da naredimo analizo, naredimo tudi neke druge meritve in potem nekako opravimo svetovanje. Vedno je svetovanje tisto prvo, kar naredimo pri vsakem pacientu. Pacientu razložimo potem potek obravnav. Obravnave potekajo potem v zaporednih tednih, od
odvisno od stopnje motnje, minimalno je tam 4 terapije, maksimalno, čeprav tudi več jih imamo, je pa tam nekje 10 terapij. In to pomeni, 10 zaporednih tednov morajo priti na obravnavo, delati vaje, pridno doma delati vaje, takoj vemo, če nekdo ni delal vaje, ker ni napredka, in potem nadgrajujemo, ponavljamo in nadgrajujemo. Se pa vsak pacient sam odloči, če je pripravljen na tak sistem dela, če je pripravljen hoditi in če je pripravljen narediti spremembo v svojih glasovnih vedenjih. Se pravi, motivacija je tisto prvo in najbolj pomembno, kar je pri pacientu. Ker če pacient ni motiviran za spremembe, potem bomo pri terapiji neuspešni. Ja, jaz si predstavljam, jaz sem imela kar veliko, tako sem si prav vsak dan dala potem budilko na 2 ure, ker mi je rekla na 2 ure, ne vem, minuto, ne vem kaj, in vem, da sem si takrat prvi mesec imela prav budilko, da mi je zazvonilo, ker res hitro mine 2 ure, ne? Da se tako nekako pol nazaj sestaviš. Gre pa v bistvu za to, da še malo o tem povej, kaj je funkcionalna motnja, no? Ker se mi zdi, to je zelo pomembno, da se zavedamo, da gremo dosti zgodaj zdravniku, da se nam ta motnja ne zgodi. Malo ti povej to. Načeloma, dokler foniater ne pogleda v grlo, mi ne vemo, gre za funkcionalno ali gre za organsko. Zdaj v bistvu organska pomeni, da ko bo foniater pogledal v grlo, bo videl na glasilki ali vozliček, ali polip, ali karkoli, rajnke v edem, se pravi oteklo glasilko, medtem ko pri funkcionalni pa dejansko na glasilki ni ničesar. Se pravi, anatomsko izgledajo glasilke popolnoma zdrave, v funkciji pa niso v redu. Se pravi, bo videl, da je moten ali val, sluznični val, ali da se glasilki ne stikata dovolj, ali bo ena glasilka hitreje nihala kot druga, čist različno. Lahko bo pacient celo stikal ventrikularke, se pravi tiste lažne glasilke nad grlom, čist odvisno od kakšne stopnje je. Se pravi, nič ne bo na glasilkah, glas pa bo hripal. Zdaj, zakaj sploh do tega pride? Ponavadi pride zaradi tega, ker oseba preboleva nek, naprimer, infekt, kar pomeni, da ob infektu naše glasilke, če smo hripavi, otečajo. Se pravi, so težje, so debelejše in mišice morajo delati s težjo strukturo. In ko delajo mišice s težjo strukturo, delajo na drugačen način. In če je oseba med tem prehladom glasovno močno obremenjena, se pravi zelo veliko govori, se bodo mišice precej utrujale. Ker če si damo nase še 20 kg teže, bomo vedeli, zelo težko bomo hodili. Mišice pa tule tudi z večjim naporom delajo. In potem ta prehlad izzveni, ampak hripav glas pa ostane. Zaradi tega, ker so mišice pridobile neko čisto novo funkcijo, napačno funkcijo, in ta se ohrani tudi kasneje, ko prehlada ni več. In to je funkcionalna glasovna motnja. Tako da to je en tak čist primer. Ponavadi vidimo zelo veliko učiteljic, vzgojiteljic s funkcionalnimi glasovnimi motnjami, zaradi tega, ker zdaj v času pred korono je bilo velikokrat rečeno od vsake vzgojiteljice posebej ali pa učiteljice, ja ne, nisem mogla iti na bolniško, ker bi dejansko dobesedno, zdaj bom uporabila tako besedo, ker jo one uporabijo, zafrkala svoje sodelavke in bi mogle one namesto mene še delati. In to nikakor ne gre. Ampak ja, boljše bi bilo tisti dan, 2 dni počitka in bi bil glas potem v redu, zdaj pa funkcionalna glasovna motnja so pa obsojene na 10 terapij saj. Se pravi, in 10-krat manjkati v službi zaradi tega. Prej bi pa mogoče 2 dni, zdaj pa 10 dni bo minimalno. Ali pa bojo še, nekatere so celo na bolniški nekaj časa zaradi tega, ker ne zmorejo premenitve. Tako da boljše delati na preventivi kot na kurativi. In kakšen dan si rajši vzeti frej, kadar smo prehlajeni, kadar glas ni v redu, kot pa da takrat glas preveč forsiramo. Zdaj, ker smo glih pri učiteljicah, kaj bi ti recimo predlagala učiteljicam, ker mi jih imamo tudi tako, pridajo na pevske k nam, pa imajo velikokrat težave z glasom, kaj bi ti predlagala, da lahko naredijo za svoj glas vsak dan? A so kakšne vaje take, ki jih lahko narediš razen teh pauz pa tako? Ne, prva stvar je tako ali pa tako kot pri vsakem, je dobro poskrbeti za higieno. Se pravi, se vprašati, kolikokrat glasno govorijo, kolikokrat preglasno predvsem govorijo, koliko hidrirajo se, koliko so aktivne, vse to, kar smo opisovali. To je prva stvar, ki je fino, da jo same pri sebi naredijo, da pokontrolirajo, če je tukaj mogoče kakšen dejavnik, ki ga lahko zmanjšajo.
Drugo pa je potem, da lahko naredijo kakšno vajo, vajo v smislu ogrevanja glasu kot pri petju. Se pravi, pet ne moramo kar iz nič, je treba glas ogreti. In tudi, kadar mi veliko govorimo, je približno enako kot pri petju. Se pravi, mišice delajo, so aktivne ali pa pri teku. Pred tekom se bomo vsi malo ogreli, potem bomo začeli teči in potem se bomo raztegnili po opravljenem teku. In podobno je tudi, kadar veliko govorimo. Se pravi, lahko naredijo kakšno vajo ogrevanja, čisto preprosta vaja ogrevanja, taka zelo splošno uporabna, nič škodljiva za glas je mrmranje. Se pravi, mrmranje pesmi, tu ne mislim zdaj na mrmranje, da morajo biti zelo pozorne na to, kako zveni, da to zelo pevsko naredijo, ampak enostavno uporabijo, ne vem, da malo drsijo z glasom po tonih, ker vemo, da kadar v bistvu drsimo navzgor, glasilke malček napnemo, kadar gremo v nižino, jih sprostimo in na ta način si lahko v bistvu ogrejejo glas in to lahko naredijo 5 minut, 10 minut zjutraj, predno grejo v službo. Kadar so zelo napete, lahko naredijo preprosto vajo, tako, ki jo vsak dan delamo, pa ponavadi jo skrivamo, to se pravi zehanje. Se pravi, ampak ne tisto zehanje, ko probamo biti vljudni, ampak tisto zelo nevljudno zehanje, se pravi, zakaj zehanje? Zehanje je naravni relaksant našega telesa, ob zehanju se bo grlo vratu sprostilo, spustilo navzdol, mišice bojo popustile in v bistvu bomo se mi tudi celotno telo sprostili, tako da to je tudi ena od vaj, ki jo lahko uporabijo. Ti tudi uporabljaš veliko teh slamic, ne? Ja. Za zdravljenje, oziroma mi jih uporabljamo za upevanje. A bi tudi to predlagala recimo nekomu, ki veliko govori, da se nauči to prav uporabljati, pa da to vmes uporablja? Ja, kot poudarek, kar si že sama rekla, da se nauči prav uporabljati, se pravi, ni to nekaj, kar bi vsak samo vzel in delal, se pravi, to je treba vajo pravilno izvajati. To je ena od boljših vaj. Vsekakor, mi jo v ambulanti zelo pogosto uporabljamo. Uporabljamo jo pogosto zaradi tega, ker vidimo rezultate pri njej. Zelo velikrat pri kakšnih vozličkih, tudi pri polipih, ki so v literaturi opisani kot da ne morejo izzveneti. Se pravi, če so kakšni taki manjši, ne taki zelo zatrdi ali kako bi to opisala, jih lahko tudi rehabilitiramo z slamco. In pa tudi tako, logopedske vaje so zelo specifične, in ljudje se pogosto neprijetno počutijo ob teh vajah. Ampak slamca se mi zdi pa ena taka vaja, ki jo večina ljudi sprejme. Zato jo tudi mi zelo pogosto uporabljamo. Tako da ja, lahko bi jo uporabljali za ogrevanje glasu. Tudi ko smo imeli izobraževanje po šolah, smo zelo pogosto jim predstavili slamce oziroma cevkice, zaradi tega, ker je to nekaj, kar lahko vsakdo, ki nima glasovnih težav, ki ima glasovne težave, uporablja kot ogrevanje. Tako da to je ena super vaja. Ja. Super. Katera je pa tvoja najljubša vaja za tvoj glas? Za moj glas. Ti to delaš, kakšne vaje, glede na to, da veliko govoriš? Jaz delam, v bistvu, da bi delala prav posebej še vaje, ne, ampak jih pa delam vsak dan s pacienti v ambulanti, vsaj 6-krat. Tako da mislim, da nimam potrebe jih delati še naknadno. Mogoče bi celo zbrala cevko kot najljubšo vajo, drugače pa tudi mogoče kako mrmranje, rezonančna terapija se mi zdi tudi ena taka zelo super vaja, zaradi tega teh občutkov vibracije, ker je čisto drugačen občutek v telesu in se mi zdi to tudi ena od teh vaj, ki mi je ljubša, najverjetneje. No? Ampak cevko pa ljudje najbolj sprejemajo, naši pacienti. The best. Ja. Pojva zdaj še malo na pevce. Od teh pevcev, ki si jih do zdaj spoznala, kaj je tista glavna stvar, ki nas pripelje do glasovnih težav? Poleg glasnosti verjetno. Ja, mislim, predvsem zdaj pri pevcih je problem govorjeni glas, ne peti glas. Tisto ponavadi imate večinoma natrenirano, če govorimo zdaj o pevcih, ki se profesionalno ukvarjate. Zelo pogosto pa ne upoštevate vseh higienskih nasvetov, kar se tiče v spontanem govoru. Se pravi, glasen govor je vsekakor prekomerna količina govora. Zdaj sem delala celo magistrsko nalogo, kjer sem primerjala kvaliteto glasu pri poklicnih igralcih in poklicnih pevcih, pa etiološke dejavnike za nastanek glasovnih težav. Tako da pri pevcih je kot en tak pomemben dejavnik se izkazala kislina. Refluks. Ja.
Nekako v literaturah opisujejo tudi malo zaradi načina petja, tega suporta, ker je več uporabe tudi trebušnih mišic, aktivnosti in potem posledično tudi zahajanja kisline. Je pa tako v skupini igralcev kot pevcev malček na to vpliva tudi sam stil življenja. Se pravi, če so koncerti pozno, je tudi prehranjevanje pozno. In je ta prehrana tisti glavni vzrok, ki povzroča to kislino. Drugače pa predvsem glasen govor. Glasen govor? Ja. Niti ne tako napačna pevska tehnika, zanimivo. Ne. To je pa zanimivo. Ne. Zdaj, če govoriva pa o kakšnih bolj amaterskih pevcih, ko mi poročajo, da imajo glasovne težave predvsem pri petju, je pa to drugo. Saj tako je tudi pol usmerimo v bistvu k vam na akademijo, zaradi tega, ker to niti ni naša domena, logopedska domena, mi v bistvu korigiramo govorjeni glas, ne peti glas, ampak če mi poročajo v anamnezi predvsem težave pri petju, potem to je sigurno pevska tehnika in napotimo potem v vaše prostore oziroma kamorkoli si želijo na solo petje. Jaz zdaj potem, ko sem s tabo delala, sem videla, to se tako zelo res povezuje, ne? In jaz bi v bistvu skoraj vsakmu pevcu predlagala, da gre k logopedu, samo zaradi tega, ker se mi zdi, da ti tudi potem pri petju pomaga, no? Ker te nekdo od zunaj vidi, kako to obvlada, ne? Ja. A veš? Zdaj, tako bom rekla, problem našega okolja je to, da pevci dejansko nimajo nekega znanja o glasovni higieni sploh ne, o tehnikah govora tudi ne, ker tega ni v sklopu njihovega izobraževanja. Ne? V bistvu pri nas dobijo nekaj znanja o samih glasovnih motnjah, o glasovnih tehnikah, o terapijah, o glasovni higieni samo naši logopedi. Nihče drug. Tako da mogoče ne bi bilo slabo, če bi pevci tudi kaj o tem slišali. Mislim, da zelo velikrat ne bi bilo slabo. Bova naredila še kakšno delavnico skupaj, ne? Ne? Ja, lahko. Super. Daj mi povej še o otrocih. Koliko kaj delaš z glasovnimi motnjami pri? Otroci, kar se tiče glasovnih motenj, so tudi kar pogosti obiskovalci naših ambulant. Zdaj ponavadi so to otroci tam okoli starosti 8 let, pa tam nekje do 12-14, potem itak sledi obdobje mutacije, ne, te spremembe v glasu. Kar se tiče... Te obravnave so zelo zanimive. Ne? Zdaj pri 8 letih nekemu otroku reči, da ne sme biti glasen, da ne sme kričati, da ne sme, je precej težko. Tudi meni osebno. Mislim, jaz tudi, če bi rekla, če bi mogla zbrati, koga rajši obravnavam, odrasle ali otroke, samo zgolj z vidika tega, da mi je težko to otroku dopovedati, ker res njihovi možgani drugače delajo kot možgani odraslih, pa še odrasli včasih. Ne razumejo to, da morajo zmanjšati obremenitve, bi rajši rekla, da delam z odraslimi. Z otroci je precej težje delo. Pri njih je treba na drugačen način pristopati. Pri njih je treba vse bolj slikovito prikazati, vse z dodatnimi razlagami. Sploh, da oni razumejo, kaj je to grlo, kaj so to pljuča, kaj pomeni glasovna motnja, a ne? Kaj pomeni sploh glasen govor. Pogosto otroci ne vejo, kdaj so preglasni. Predvsem pa se dela pri otrocih na dinamiki v družini. Se pravi, otroci, ki imajo glasovne motnje, zelo pogosto izhajajo iz družin, ki so zelo glasne. In od otroka zahtevati spremembo njegovih glasnosti, s tem, da je drugo okolje pri njem pa glasno, ne gre. Ne gre. Se pravi, moramo delati na celotni družini, na celotni družinski dinamiki. Uspešnost pri terapiji otrok je vsekakor manjša kot pa pri odraslih, ampak se da določene stvari bistveno spremeniti. Malo je tudi odvisno, kako so starši motivirani, bolj kot pa koliko je motiviran otrok. Imam pa kar nekaj otrok starih 8-9 let, ki so bolj motivirani kot marsikateri odrasel. In delajo res boljše kot pa odrasli. Tako da se da. Pri 12 letih je pa že ti skrajni čas, da pride otrok na terapijo, zaradi tega, ker potem sledi obdobje mutacije, spremembe se dogajajo v grlu in če gre z napačno tehniko v obdobje mutacije, se lahko stvari samo stopnjujejo in bojo potem tudi težave naprej. Se pravi, ta hitra po eni strani obravnava, ne, je pomembna tudi pri vseh glasovnih motnjah, se mi zdi, ampak nas je strah foniatru. Foniatra vas je strah, ja. To je v bistvu grozen, prijeti k foniatru, odpreti usta in jaz sem se počutila, da zdaj bo ona dala meni sodbo. Kaj se bo z mano zgodilo? Zdaj vedeti moramo, da načeloma, kadar so glasovne težave, je zelo velika verjetnost, če nimamo nekih
rizičnih dejavnikov, kot da smo res strastni kadilci, zelo veliko popijemo alkohola, neki genetski dejavniki, potem je zelo verjetno, da bo kakšen vozliček, polip, otekline na glasilki, funkcionalna glasovna motnja, tako da ni treba imeti straha pred foniatrom, sam pregled pa tudi ni strašen. Ne, tudi zelo hitro je opravljen, tako da boljše je iti, ne odlašati, ker so tudi ljudje, ki so po 10 let hripavi. In roko na srce, če nekdo 10 let ima funkcionalno glasovno motnjo ali pa nekdo, ki jo ima pol leta, vemo, kje bo izid terapija boljši. Tako da tam pri 10 letih bo dolgotrajna terapija, ne vem, če bomo prišli na tisti optimum, ki si ga želimo, pri teh krajših funkcionalnih motnjah imamo pa več možnosti, da izboljšamo. Tako da pejte, če imate glasovne težave, na pregled. Res. To sem te hotela zdaj še vprašati, kaj je tvoje sporočilo, mogoče kakšno drugo še ljudem? Predvsem to, da svoj glas, svoje grlo smatrajte kot vse ostale organe v svojem telesu. Tako kot če vas bo bolelo koleno, ga ne boste obremenjevali, boste šli k zdravniku, boste šli na fizioterapijo. Se pravi, boste poskrbeli zanj. Ravno tako je z grlom. Če imate težave z glasom, pejte k zdravniku. Predvsem, če te težave trajajo in potem k logopedu, če je potrebno, in predvsem boste motivirani, da boste spremenili določene stvari v svojem življenju in s tem glasom omogočili, da bo spet zasijal vsej svoji moči. Ker glas, zdaj predvsem, če ga uporabljate kot neko osnovno sredstvo pri vašem delu, da vam v življenju pomeni zelo veliko kot Nataši, potem je treba zanj poskrbeti. Ne pa čakati na to, da bo kar samo od sebe boljše, ker ne bo. Lahko se stvari samo še stopnjujejo, tako da imejte radi svoj glas in poskrbite zanj. Super, imaš še kaj za dodati, tako bi rada še kaj dodala? Pa mislim, da so bile kar izčrpni, če pa bodo kakšna vprašanja, se lahko obrnejo na akademijo. Ja, če bojo kakršnakoli vprašanja za Natašo, napišite jih na info@akademijazaglas.si in bomo Natašo vprašali in odgovorili. Ja. Super. Upam, da vam je bil ta intervju všeč in da v prihodnosti narediš kaj, a? Seveda. Si za? Sem za, takoj. Super. Še kakšne vaje. Čau. Čau.